Prva faza obnove skupnosti ob meji z Gazo, 2 leti in pol potem, ko so bili tam pomorjeni. Judovski voditelji iz Severne Amerike in celega sveta so se kot del upravnega odbora Judovske agencije zbrali v kibucu Ain Hašloša na slovesnosti polaganja temeljnega kamna za ambiciozen gradbeni projekt. Načrt, ki ga financirata izraelska vlada skupaj z judovskimi filantropi in organizacijami, predvideva gradnjo in obnovo 1000 domov v zahodnem Negevu, pri čemer prvih 46 enot gradijo v Ain Hašloši, skupnosti, v katero je 7. oktobra vdrlo 90 teroristov in kjer so bili ubiti 4 Izraelci. Začenjamo slovesnost polaganja temeljnega kamna za gradnjo 1000 hiš širitev. 20 kibucev, vsak s približno 50 novimi hišami. Zmaga pomeni nadaljevati z gradnjo, nadaljevati z razcvetom, pripeljati milijon judovskih priseljencev z vsega sveta, nadaljevati z obnovo juga in severa Izraela. Al-Almoki je občinstvu na slovesnosti povedal, da želi podvojiti prebivalstvo območja okoli Gaze, še posebej z delom judovske agencije, ki pripelje judovske priseljence v Izrael, in da to počne v skupnostih, ki so jih opustošili napadi 7. oktobra, kar dodaja plast simbolike. Ne gre za stanovanja, gre za duha. Družba za zgled je popolna zmaga, ni na bojišču. Gre za prizadevanje za odličnost na vseh področjih. In hkrati nikoli ne smemo pozabiti na najšibkejše v naši družbi. Dajte jim upanje, žalujočim, talcem, družinam talcev. Eden od članov žalujoče družine je med slovesnostjo izrazil svoje mnenje. Med govorom glavnega govorca Becalela Smotriča je Eyal Eshel, katerega hči, opazovalka IDF Roni, je bila ubita 7. oktobra. Z vzkliki prekinjal finančnega ministra zaradi domnevnega neuspeha njegove vlade pred in po napadih. Vsi Judje na svetu morajo razumeti, da ta vlada povzroča nepopravljivo katastrofo tukaj v državi Izrael. Ne ljubiš me. Če bi me ljubil, bi zaščitil Ronija. Roni je bil sežgan. Ne ščitiš me in sploh me ne ljubiš. Eshel je bil eden redkih, ki so protestirali proti obisku Smotriča, saj je veliko ljudi še vedno nezadovoljnih zaradi tega, kar imajo za pomanjkanje odgovornosti za dogodke 7. oktobra. Toda kljub redkosti, da se je vladni minister soočil s članom javnosti in ni mogel oditi, je Smotrič nadaljeval ter govoril o 330 milijonov dolarjev vredni dotaciji, ki jo je vlada namenila pobudi judovske agencije. Velik del denarja zbranega za projekt je prišel od posameznih donatorjev ali skupinskih zbiralcev sredstev, največje donacije pa so prispevale skupine iz Chicaga in Floride. In v času, ko je politična polarizacija celo znotraj samih strank na najvišji ravni doslej, judovske skupine ostajajo neomajne v svoji podpori Izraelu. Zgodovina našega naroda je vedno vključevala razdore. Toda zdaj, ko je situacija resna, se moramo združiti. In mislim, da točno to predstavlja. Mislim, da smo v diaspori z grozo opazovali, kaj se je zgodilo. In to je čast, a hkrati tudi dolžnost, da pomagamo pri obnovi. Medtem ko si Izrael in diaspora vsak po svoje opomoreta in predelujeta napade 7. oktobra. Združeni napori judovske države in judovskih skupin skušajo fizično obnoviti skupnosti ob meji z Gazo. V spomin na generacijo, ki je padla, in v korist prihodnjih generacij.